Pred mladimi je v teh dneh težka odločitev o tem, kje nadaljevati šolanje po končani osnovni šoli. V petek in soboto bo namreč več tisoč devetošolcev obiskalo srednje šole, na katere bi se radi vpisali, in ena takšnih možnosti je tudi postati optik. Slednje namreč izobražujejo v šolskem centru Rogaška Slatina. Več o šolanju z mojstrico očesne optike Branko Kovačič in pa dijakinjo Mihajlo Siter. Dobro jutro obema. Dobro jutro. Rogaška Slatina je sicer znana predvsem po dolgoletni tradiciji steklarstva. Časi so se spremenili in razvoj je šel naprej. Vedno več ljudi nas nosijo očala ali pa leče in zato so potrebni optiki. Kaj dejansko počne optik? Nekaj sem sicer že omenil. Ja, optik je v bistvu oseba, ki nekako človeka, ki potrebuje vizualni pripomoček, temu mi rečemo očala ali kontaktne leče, sprejme v svoji optični delavnici, v svoji obrtni delavnici, ji pomaga svetovati pri izbiri okvirjev, seveda optičnih stekel, in svetuje glede na njeno očesno napako, kakšna očala so zanjo najboljša. Optik je torej ne samo mojster brušenja, izdelovanja leč, tudi prodajalec mora biti, dobro mora znati s strankami. Zakaj, Mihajla, si se ti odločila postati optik? Ja, ko sem se pri 14 letih morala sama odločiti, kaj bom počela celo življenje, sem ugotovila, da ne bi zdržalo 8 ur tam nekje v zaprtem prostoru, ampak rabim širino in komunikacijo. In to je tisto, ki je bilo ključno, da sem se odločila za optiko. Dejansko gre za zelo zanimiv poklic, vsakdanji kontakt z ljudmi, strankami, pa vendarle, prej sem omenil tudi, da je to mojster. Kaj mora obvladati optik? Ja, optik mora obvladati od anatomije očesa do tehnologije v optike in potem tisto prodajo samih očal. Zakaj, na primer, večina mladih se odloča gimnazija, nekako podaljšam to svojo odločitev. Kje si ti videla prednost, na primer, vpisa v šolo, ki ti bo po zaključku že nudila neko strokovnost, možnost zaposlitve? Ja, potrebno je poudariti, da po 4-letni šoli optika gotovo najdeš nekje delodajalca, ker je iskan poklicno. Tako, ravno prej sem omenil, da praktično na vsaki ulici v večjem mestu najdemo optiko. Prebivalstvo v Sloveniji se stara, prej ali slej vsi potrebujemo pripomoček za boljši vid. Kakšno je dejansko povpraševanje pri nas po optiki? Ja, pri nas, glede na izkušnje preteklih let, lahko rečem, da je povprečje dijakov nekje med 20 in 27 na razred. In moram reči, da vsi dijaki, ki se na koncu šolskega leta po uspešnem zaključku izobraževanja odločijo, da bodo pa vendarle šli delati kot optiki, dobijo takoj zaposlitev. Kar pomeni, da moram poudariti, da nekje 2/3 dijakov se še vedno odloči za študij in nadaljevanje študija naprej po tem izobraževalnem programu. Ostala peščica pa, ki si želi čim prej zajadrati v svoje vode in postati neodvisni, samostojni in priti v službo in ki se odloči za ta poklic, so dobrodošli. Kakšne pa so možnosti potem za nadaljno izobraževanje po končani srednji šoli? Ja, naš program je tehniški, kar končano poklicno maturo omogoča, da se vsi dijaki lahko vpišejo naprej v strokovne tehniške programe, višješolske ali visokošolske, in z dodatnimi 5 predmeti, ki jih tudi pri nas pripravljamo dijake na 5. predmet opravljanja poklicne mature, lahko tudi na kakšno fakulteto strani medicine ali družboslovnih ved. No, sicer pa na samem šolskem centru v Rogaški Slatini ni samo optika tista, ki se jo da tam naučiti, priučiti, tudi gimnazijski del dejansko nudite. Ja, naš šolski center se ravno zaradi tega imenuje šolski center, ker združujemo pri nas splošno gimnazijo, 2 oddelka vsako leto vpisujemo gimnazijcev v splošni oddelek in seveda program tehnik optik, in letos zadnjič žal tudi zaključujemo vpis v program tehnik steklarstva, kot ste prej že omenili, ki ga pa letos prvič ne vpisujemo več. Zakaj ni zanimanja, ni povpraševanja? Kaj je potrebovalo temu, da nimamo več steklarjev? Konec koncev je vaša šola izobraževala kadre za celo nekdanjo Jugoslavijo v dobrih starih časih. Ja, naša šola, včasih se imenovala steklarska šola, je nekje iz leta 1946 izobraževala program steklarja za
celo Jugoslavijo, bi lahko rekla. In upadanje teh profilov je dejansko posledica vse te recesije. Industrija steklarska pač ne čuti več potrebe po tem kadru in upadal je vpis vsako leto bolj. Nekaj let nazaj smo še imeli 6 dijakov upisanih v program steklarja, zdaj imamo 2 dijakinji v 3. letniku in glede na to se je ministrstvo pač odločilo zaradi manjših oddelkov in krčenja, da tudi ta program letos ne upisujemo več. Hela, kot rečeno, prejle v petek in soboto so informativni dnevi. Zakaj naj pride kakšen učenec 9. razreda pogledati na vašo šolo za ravno program optika? Kaj je tisto, kar tebe, na primer, še po 2 letih vedno žene, da pa je to super zadeva? Ja, v končni fazi to, da po 4 letih z odličnim uspehom imaš zaposlitev. Pa še konec koncev je izziv, ne? Vsakemu ne pašejo vsaka očala, res da so ljudje včasih malo naporni, ampak verjetno je tudi velik užitek delati z njimi. Kje lahko najdejo podrobnejše informacije o vaših programih, tudi o dejansko času informativnih dnevov tale konec tedna? Ja, naše vabilo je na naši spletni strani Šolskega centra Rogaška Slatina. Dobili bodo vse informacije. Informativni dan je v petek in v soboto, kot v celi Sloveniji, v petek dopoldan ob 9. uri in ob 15. popoldan in v soboto zjutraj ob 9. uri. Moram poudariti, da imamo tudi dijaški dom, šolski center, modern dijaški dom. Ta dijaški dom smo kar veseli in ponosni na njega. Dijaški dom sprejme do 100 dijakov in nudimo dejansko bivanje v dvoposteljnih sobah z lastnimi sanitariji in komfortom, kot je že nekako komfort dijaških in študentskih domov v Sloveniji. Tako, najlepša hvala za obisk v našem studiu. Kot rečeno, dobra priložnost za kariero, poleg tega pa tudi uspešno izobraževanje za vse tiste, ki se bodo za to odločili. Hvala lepa in uspešno.